turškem mestu Erzurum potekajo 20. zimske olimpijske igre gluhih, ki bodo trajale do 12. marca. Udeležuje se jih 598 športnikov in njihovih spremljevalcev iz 36 držav sveta. Tokrat se jih žal ne udeležuje noben slovenski gluhi športnik. Tekmujejo v 6 športnih panogah, med katerimi so smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, karling, šah in prvič v zgodovini olimpijskih iger tudi futsal. Hokej na ledu je bil zaradi premajhnega števila prijav odpovedan. Za logotip tokratnih zimskih olimpijskih iger gluhih so izbrali 8-krako zvezdo iz časov Seldžukskega cesarstva pred 1000 leti. Prve zimske olimpijske igre gluhih so potekale leta 1949 v avstrijskem smučarskem središču Seefeld. Tekmovali so le v 2 disciplinah, in sicer 33 moških iz zgolj 5 držav sveta. Slovenski tekmovalci so na zimskih olimpijskih igrah gluhih prvič nastopali v norveškem mestu Oslo leta 1953, ker je Anton Kogovšek osvojil srebrno medaljo v smuku in bronasto v kombinaciji. Izreden uspeh pa je slovenska reprezentanca dosegla leta 1995 na Finskem, kjer se je po številu osvojenih medalj uvrstila na 1. mesto. Sabina Hmelina je bila v smuku zlata, v veleslalomu srebrna, v superveleslalomu bronasta. Samo Petrač je v slalomu in veleslalomu osvojil 3. mesto ter 2. mesto v smuku. Lojzka Meglič je prav tako v smuku osvojila bron. Turčija je sicer že leta 2017 gostila 23. poletne olimpijske igre v mestu Samsun. V Erzurumu je leta 2011 že potekala zimska univerzijada. Mesto leži na vzhodu države in je tudi upravno središče istoimenske province. Nahaja se na nadmorski višini 1757 metrov in ima skoraj pol milijona prebivalcev. Nazadnje so bile zimske olimpijske igre gluhih leta 2019 v Italiji, kjer je nastopila tudi naša smučarka Anja Drev. Več o zimskih olimpijskih igrah v Turčiji in razporedu tekem lahko vidite na spletni strani organizatorja, kjer tekme lahko spremljate tudi v živo.